Lepo pozdravljeni. S kolegom Aljošo Reharjem prihajava iz Slovenske tiskovne agencije, kjer od leta 2019 pripravljamo vsebine z področja preverjanja dejstev na posebnem portalu NEA in sva bila s strani organizatorjev povabljena, da predstaviva malce našo dejavnost oziroma nasploh, kako se kot novinarji srečujemo z dezinformacijami, kaj to pomeni tudi širše za družbo in seveda, katere so ključne strategije pri prepoznavanju in potem tudi pri spopadanju z njimi. Tako da najina prezentacija je nekako razdeljena na dva dela. Jaz se bom posvetila mogoče bolj teoriji, Aljoša, ki bo potem prevzel v drugem polčasu tale govorniški pult, pa bo predstavil nekaj praktičnih primerov in seveda potem sva na voljo tudi za vprašanja. Zdaj, kako gre tole dol? Mi lahko sem... Ja, sej. Aha, ok, to je najino vprašanje. Zdaj, začeli bomo z eno čistako zadevo, kaj so dezinformacije, pri čemer bi opozorila predvsem na dva elementa, ki sta ključna pri razumevanju tega pojma. Torej, na eni strani gre za namerno širjenje zavajajočih vsebin, na drugi strani pa v bistvu na strateško ciljano manipuliranje z željo sprožitve točno določenega učinka. Se pravi, ni vsaka napačna informacija dezinformacija, ne? Včasih velja to mogoče malce preostro razumevanje, ker recimo tudi pri našem delu, recimo na Slovenski tiskovni agenciji, se zmotimo, pa potem to popravimo takoj, ko zaznamo, da imamo napačno informacijo in seveda to ni dezinformacija, ne? Dezinformacija je v bistvu širši pojem in predvsem sta ključna tle dva elementa, torej namerno in pa strateško ciljano. Vsi seveda vemo, da širjenje zavajajočih ali pa zlonamernih informacij ni od včeraj, ne. Politična propaganda, širjenje neresnic, zavajanje pri prodaji izdelkov so nekaj, kar poznamo že stoletja, če ne celo tisočletja. Ampak takrat so informacije potovale še zelo počasi, a ne, in učinek takšnih praks zagotovo ni bil globalen, kakor je danes. S pojavom interneta in družbenih omrežij in nasploh digitalnih tehnologij so takšna ravnanja namreč dobila neizmeren pospešek in resno posegla tudi v informacijske tokove. Vprašajmo se, zakaj so dezinformacije tako, da ne rečem, učinkovite, a ne? Zakaj se širijo tako hitro in zakaj smo s popravki, ki seveda sledijo strani preverjevalcev dejstev, relativno neuspešni. V ozadju so namreč zelo po eni strani preprosti, po drugi strani pa zapleteni psihološki mehanizmi ljudi in sicer dezinformacije igrajo na čustva. Vsak prodajalec in vsak marketingaš ve, a ne, da je vsaka dobra prodaja tista, ki temelji na čustvih. V to nas prepričujejo oglasi in razne druge prodajne strategije in seveda nas prepričuje tudi prodaja dezinformacij. Vsebine, ki igrajo na čustva, ki imajo čustven naboj pri bralcu, gledalcu, poslušalcu, sprožijo čustven odziv, na primer strah pred migranti, sovraštvo do drugačnega, marginaliziranega, ogroženost pred tujci in podobna čustva. In vse vsebine, ki so na ta način plasirane v neko medijsko okolje, imajo veliko večji potencial za uspeh kakor neke klasične poročevalske informacije. Pri tem je mogoče pomembno še poudariti, da se v bistvu neki ustaljeni okviri, na katerih temelji naša družba, trenutno precej tresejo, če ne že sesuvajo, a ne. In ljudje vedno manj verjamejo nekim ustaljenim institucijam, nekim avtoritetam in zato predvsem zaupajo tistim, ki podpirajo njihova razmišljanja, njihova prepričanja in ki nagovorijo njihove bojazni, skrbi in jezo. Zato so pa precej idealna družbena omrežja, a ne, znotraj katerih se hitro ustvarijo skupnosti istomislečih, skupnosti, ki delijo prepričanja, ki so znotraj nekega informacijskega mehurčka in zato
so znotraj njih ti ljudje bolj dovzetni za določeno vrsto narativ. Torej, na neki točki se ne išče več argumentov, dejstev ali pa resnice, če hočete, ampak se le sledi vnaprej serviranim informacijam, če so seveda te skladne s prepričanji teh ljudi. In tukaj pač prihajamo do te medijske pismenosti, no, ampak to je pa že neka druga tema in o tem bomo mogoče v naslednji priložnosti, če bo. Zdaj, sem je šla eno preveč? Ja. Kje in kako se srečujemo z dezinformacijami? Kot sem že rekla, se je informacijsko okolje zelo spremenilo. S pojavom novih tehnologij in digitalizacije se je medijski svet zelo spremenil, z njim pa tudi vloge v medijih, se pravi novinar, PR-ovec, oglaševalec, podcaster, youtuber, influencer in vplivnež in tako naprej. Prej je bilo medijev namreč bistveno manj, informacije so se prenašale v nekem daljšem ciklu, bile so preverjene oziroma pripravljene po novinarskih standardih, za njimi so stali neki uredniški mehanizmi. Zdaj je situacija precej drugačna. Do informacij se lahko dostopa kadarkoli in kjerkoli, v kateremkoli trenutku. Ustvarjalci vsebin so lahko kdorkoli oziroma so zelo različni in niso vedno zavezani novinarskim standardom, vsebine pa krožijo tudi bistveno hitreje. Včasih smo po informacijah hlepeli, bi lahko rekli, danes pa hlepimo po neki pametni selekciji. Zelo težko ločujemo to, kar smo že večkrat slišali, zrnje od plev. Tukaj spet nastopijo družbena omrežja. Vse pogosteje so namreč prav ona vir informiranja. In dodatna težava pa je še ta, da nam algoritmi na podlagi naše digitalne sledi filtrirajo informacije, hkrati pa tiste, ki postanejo viralne, še dodatno širijo in s tem povečujejo doseg in možnost, da te pridejo v našo informacijsko orbito, če se lahko tako izrazim. In vse to spreminja navade, razmišljanja, pa tudi vrednote družbe, v kateri živimo. In dejstvo je, da je to problem, na katerega nimamo pravega odgovora niti mediji, niti institucije, pa tudi verjetno odločevalci ne. Zdaj, če se mogoče ustavimo pri tem, kdo širi oziroma kdo sploh ustvarja te dezinformacije. Imamo različne akterje, od posameznikov do skupin, od organizacij, pa tudi do državnih struktur, ki imajo zelo jasne cilje. Z ustvarjanjem nekega informacijskega kaosa, ki temelji na teh čustveno nabitih dezinformacijah, doseči gospodarske cilje, se pravi z neko finančno koristjo ali z neko prevlado, se pravi bodisi, da vas nagovarjajo v vlaganja v kriptovalute ali v druge finančne sheme ali s kakšnimi drugimi prodajno in takšnimi, da ne rečem, prevarami. Potem pa prehajamo na dve področji, ki sta pa veliko bolj kompleksni, sofisticirani in tudi na nek način veliko bolj nevarni. To pa so politični cilji, kjer se poskuša doseči nek političen vpliv ali spodkopavanje demokratičnih procesov ali celo poskus vplivanja na neko javno mnenje glede določenih političnih stališč. Tukaj se predvsem srečujemo z ruskimi dezinformacijskimi kampanji za spremembo odnosa do vojne v Ukrajini in še z marsikatero drugo. In pa seveda tudi dezinformacijske kampanje, ki imajo neke družbene cilje, se pravi spremeniti zaupanje ali pa vplivati na zaupanje v družbene sisteme, potem skušajo ovirati delovanje institucij, povečevati razdor in polarizacijo v družbi. Skratka, vse to so dosti kompleksni procesi, ki jih mogoče niti ne zaznavamo, ker se v naš vsakdan vtihotapljajo zelo počasi, previdno, a vztrajno. In dejansko smo pa kot družba že tako, kako ne rečem, polarizirani in sprti med sabo, da je včasih tudi težko potegniti neko enotno linijo, ki bi kogarkoli prepričala, ker si enostavno sploh ne verjamemo niti med sabo, niti ne verjamemo več institucijam, avtoritetam in tako naprej. Tako da skratka, priča smo dosti kompleksnemu okolju, kjer je v bistvu dejansko izjemno pomembno, da okrepimo naše veščine,
prepoznavanja neke kritične distance in samostojnega vrednotenja informacij. Zdaj, umetna inteligenca, prej sva s kolegom sem ujela, da umetna inteligenca absolutno ni krivec, je pa zagotovo orodje, ki dobro služi pri tem, ker namreč z pomočjo umetne inteligence ustvarjene vsebine dezinformacijske so kar nek nov mejnik, ker namreč z njimi bistveno poenostavimo, pocenimo in pa predvsem pospešimo nastanek in tudi širjenje dezinformacij. Algoritmi tudi olajšajo ciljanje določenih skupin in tudi doseg, s tem pa tudi samo legitimnost dezinformacij, ker več ljudi, ki to bere, potem tudi več ljudi to razširi in tako naprej. In pa tudi seveda kakovost samih vsebin ustvarjenih z umetno inteligenco je bistveno boljša in jo je včasih res že skoraj nemogoče prepoznati, kljub številnim orodjem, ki so na voljo tudi zato, da to razkrivajo. Vseeno pa načeloma je še nekaj pomanjkljivosti, čeprav dejansko res iz generacije v generacijo so ta orodja boljša. Opažamo lahko neskladja v upodobitvi oseb in predmetov, ozadij in gibanja, ter neupoštevanje določenih fizikalnih zakonov, recimo, da mačke plezajo po nekih čudnih kotih, ki vemo, da to ni možno, ali pa seveda obstojnost prikazanih predmetov in oseb. Recimo na neki delavnici smo imeli nek video, ki je kazal neko letališče v Ukrajini, pod katerim so se sprehajali mehaniki, ki so seveda potem kar izginjali, pa se spet prikazovali in tako naprej. Tako da v bistvu se še vedno nekako, to je tudi navodilo, če teh res specialistov, ki se tem ukvarjajo, da slediš svojemu šestemu čutu in navsezadnje še vedno svojemu očesu pri temu. Zdaj, tako kot sem rekla, prehajamo zdaj v ta drugi del, kako prepoznati dezinformacijo. Zdaj, tole so neki splošni koraki, se pravi, fokusirani mogoče bolj na te tekstovne dezinformacije ali pa zlonamerne informacije. Skratka, najprej je treba prebrati celoten tekst. Velikokrat je namreč naslov zelo bombastičen, zelo šokanten, senzacionalističen, zato da enostavno klikneš nanj, medtem ko je sam tekst potem čisto običajen in včasih celo neskladen z naslovom. Treba je tudi preveriti, ali je vsebina sama logična, ali so dejstva vzeta z konteksta, ali gre za neko mešanico polresnic in resničnih navedb. Skratka, definitivno je vedno treba najprej prebrati celotno vsebino. Drugi korak je preverjanje vira informacije. Se pravi, gre za nek vir, ki ga poznamo, ali gre za nek vir, o katerem še nikoli nismo slišali in tudi naknadna poizvedba ne pokaže nobenih pravih rezultatov. V tem primeru je sigurno že znak za alarm. Potem je treba oceniti tudi sporočilo informacijo, ali je to tako nevtralno, potem brez nekih čustvenih nabojev in podtonov, ali pa recimo je zelo nagnjeno v smer polarizacije, razpihovanja konfliktov in seveda predsodkov, bodisi verskih, rasnih, spolnih in še kakšnih drugih. Potem prehajamo tudi v neko tehnično, da ne rečem analizo, vedno je treba preveriti spletno domeno, že to se velikokrat pokaže, da gre za zlonamerno informacijo ali pa za dezinformacijo, ker je URL naslov dejansko čisto neskladen z tistim, kar naj bi načeloma predstavljal, ter na družbenih omrežjih absolutno je treba preveriti tudi verodostojnost profila, se pravi, kdaj je bil ustvarjen, a je, profilna slika takšna in drugačna, koliko objav je imel. Skratka, so neki parametri, po katerih lahko načeloma sklepamo z večjo ali manjšo verodostojnostjo, da gre za resničen profil. Potem zelo pomembno je, da ocenimo tudi slog in jezik, ker namreč velikokrat so to strojno napisani teksti in smo priča čudni stavčni skladni, sploh v slovenskem jeziku, čeprav moramo priznati, da se to v zadnjem času precej izboljšuje. Potem smo priča tudi uporabi nenavadnih izrazov ali pa zastarelih in isto velja tudi za besedno raven, ter seveda ujemanje časa objave in dogajanja. Velikokrat vidimo, da je recimo neka fotografija nalepljena na
stara fotografija nalepljena na nekaj, kar naj bi se zgodilo danes, o tem več potem pri konkretnih primerih. Skratka, to je tudi eden od pomembnih korakov pri preverjanju tega. In na koncu vedno in samo je nujno, je treba poiskati tudi primerljive članke za oceno verodostojnosti, ker če gre za neko zelo bombastično in šokantno novico, mi verjemite, da o njej ne bo poročal samo eden medij, ampak boste našli poročila o tem domnevnem dogodku, ali pa morali bi jih najti še na številnih drugih medijih. Tako da toliko z moje strani, Aljoša, zdaj te pa prisrčno vabim, če prevzameš drugi del najine predstavitve, izvoli. A to pomeni, da sem že končal? Pozdrav še v mojem imenu. Prehajamo na bolj multimedijski segment, pa nekaj primerov, ki smo jih v zadnjih letih ASTA-ju fact-checkali oziroma preverjali. Tako da najprej nekaj teorije oziroma malo konteksta. Še tako 5 let nazaj je bilo teh primerov, kjer se je potvarjalo ali pa zlorabljalo multimedijo bistveno manj, kot jih je danes. Tako da že samih primerov potvorjenih, zmanipuliranih fotografij je bilo še par let nazaj v slovenskem medijskem prostoru ali pa slovenskem javnem prostoru zelo malo. Tega je pa zdaj seveda bistveno več, tudi ne samo več fotografija, ampak je to zdaj tudi deepfake video posnetki in podobne zadeve. Tako da tega je bistveno več postalo, kar se sklada tudi s tem, kar smo prej že slišali tudi pri našem predhodniku, pač orodja umetne inteligence so to zelo olajšala, se pravi produkcijo in potem tudi distribucijo teh informacij, dezinformacij. Zdaj, kar se tiče na splošno, preden gremo v same primere, tako kot je na eni strani tehnologija omogoča tistim, ki to želijo zlorabiti, neka nova orodja, so ta ista orodja ali pa podobne tehnologije na voljo tudi nam na drugi strani pri preverjanju oziroma poskušanju neke dekonstrukcije, dezinformacije tudi na voljo. Teh orodij je kar nekaj, stopnja znanja za njihovo uporabo je od tega zelo osnovnih orodij do zelo zapletenih, kompleksnih, tako da bomo potem pri posameznih primerih pokazali, kaj se lahko uporablja. Zagotovo je pa tudi pri foto- in videomaterialih potrebno se vprašati po viru in izvoru, se pravi, kje, kdo je objavil in potem o tem viru se čim več pozanimati s temi orodji oziroma klasičnim iskanjem. Zagotovo je potem zelo uporabna informacija o geolokaciji, kjer si lahko tudi spet z vrsto orodij pomagamo. In pa seveda to, kar je že Barbara pred menoj omenila, se pravi, da s čisto res človeškim pristopom, prostim očesom poskušamo zaznati pri foto- in videomaterialih neke nedoslednosti, zelo pogoste so sence, nerealistične upodobitve in podobno. Je pa res, da se je to zelo izboljšalo, se pravi, produkcija teh v celoti umetno ustvarjenih foto- in video vsebin je postala zelo profesionalna, kar pomeni, da je dejansko tudi s prostim očesom vedno težje to najti neke nedoslednosti. Zdaj pa, če gremo na par primerov, pa štartamo z bolj enostavnim. To je primer izpred 2 let, se pravi, to je takih prvih bolj znanih primerov, ko se je pač potvorilo primer fotografije našega najbolj znanega košarkaša in sicer vidite na sredini njegovo izvorno fotografijo, ki je bila objavljena na uradnem profilu njegovega takratnega kluba ob pač priložnosti, ki jo dosegel na neki tekmi 73 točk. Pri tem se pa potem kmalu za tistim pojavila na družbenih omrežjih ta fotografija na levi strani, kjer pač vidite, da so spremenili vsebino, ki je na listu, ki ga drži Dončić.
kaj lahko v takem primeru naredimo. Se pravi, prvo, kar je, preveriš, kdo je to objavil in pač, če gre za nek neuraden profil, se pravi, ki ni uraden profil ne od igralca, ne od kluba, ne od kakšne zveze, greš potem najprej preverjati po uradnih kanalih, a je ta fotografija res tam. Še predtem pa lahko narediš s pomočjo Googlovega orodja za iskanje slik ali kakšnega drugega podobnega. Teh orodij je res veliko in so brezplačno na voljo. Zelo enostavno narediš search po spletu za to fotografijo ali najde podobne fotografije in v tem primeru recimo takrat, ko smo to iskali, ni našel te fotografije, je pa našel tole na sredini, ker je pač zelo podobna in smo pač potem preko tega zelo hitro prišli do tega, da je fotografija na uradnih profilih bila potem vzeta iz konteksta in potvorjena. Tukaj motiv je pač zelo jasen iz same vsebine spremenjene slike, pri čemer smo potem za voljo dodatnega dokazovanja še vzeli tale sliko samo, ki je bila spremenjena in se je izkazalo, da potem, ko si jo res povečal z povečevalnimi orodji, si v ozadju videl tudi, da so sence, ki so na listu temle spremenjenem, ne ustrezajo vsem sencem, ki so na desni strani, se pravi oziroma na sredini. To je bila ena stvar, druga stvar je bila tudi, da so pač to fotografijo, te zastave iz ene stok trgovine spletne vzeli in pač je v ozadju še vedno bil vodni žig te spletne trgovine. No, tako da to se na tak lep primer potvorjene oziroma zmanipulirane fotografije. Motiv tu je lahko zelo, kako rekel, stvar interpretacije, zagotovo je pa pač bi sodil v kategorijo politične sfere, ki smo jo prej, o kateri smo prej slišali. Tako, potem en bolj svež primer, ne vem, če ste ga zaznali, to je bilo lani jeseni, se je tudi na družbenih omrežjih v času, ko je bilo v slovenski javnosti zelo izpostavljena problematika velikega števila medvedov, se je tudi ta objava pojavila, tako kot jo vidite trenutno na zaslonu, je tako, kot se je prikazala običajnemu uporabniku na telefonu. To je pomembna informacija, to pa zato, ker pač se ti na majhnem zaslonu telefončka pokaže bistveno manj informacij, kot se ti jih pokaže potem, če greš na splet oziroma na večji zaslon. Skratka, tukaj je informacija ta, da se pač ta medved sprehaja po Rakitni in pač obdeluje to kanto za smeti. Je bil pač prav video posnetek in seveda pač prvo, jaz živim blizu Rakitne, tako da mi je prvo padlo v oči, da pač tista tablica tam zadaj v avtu nekaj ne štima, je pač rumene barve, tukaj boste verjetno slabo videli, tudi znak za hidrant je netipično slovenski, tako da potem pa, ko gre posnetek še levo pa desno, to je pač posnetek neke spletne kamere, se pokaže tudi sami objekti, ki so pač tudi niso s tipično slovensko arhitekturo. Tako da, ampak potem greš spet, smo šli čisto enostavno narediti iskanje z Google Lensom, lahko tudi pač frame ven iz video išče in je pač najdel, da je ta posnetek bil objavljen nekje na Aljaski, pač in so mediji poročali o tem, ker je pač v osnovi je smešen video posnetek, ampak ja, pač vzeti bil iz konteksta in dan v kontekst slovenske debate. Velikokrat se to zgodi uporabnikom, ki so nepozorni, se pravi nehote širijo dezinformacijo ali pa nehote oziroma bez neke previdnosti, ko na nekaj naletijo, potem to delijo naprej, ker smo imeli pa potem tudi primere fotografij, ki so bile pa izvzete iz konteksta v Sloveniji, se pravi, si imel fotografijo medveda, ki teče po sredini ceste, s pripisom, da se to dogaja na Koroškem, slovenskem Koroškem,
potem je pač spet ta analiza z iskanjem te fotografije pokazala, da se je sicer to res dogajalo v Sloveniji, ampak ne tisti čas tam, ampak pač na Ilirsko-Bistriškem. Tako da je tega kar veliko, tukaj nekih motivov težko pripišeš, da gre tukaj zdaj za namerno povzročanje strahu, ampak zagotovo je pa to primer nekega neprevidnega širjenja dezinformacij. Tako, zdaj pa še tretji primer, ta je pa primer, ki je zelo pogost in ki ima od vseh teh treh, kar smo doslej tukaj pogledali, te tri primere, tudi najbolj, tako bomo rekel, konkretne boleče posledice. To je pa primer lažne spletne strani in tega res veliko. Običajno to pomeni, da vzamejo podobo nekega znanega novičarskega portala. Tukaj v tem primeru je šlo za portal 24ur.com, kar je pač po svoje logično, je to najbolj obiskan spletni portal v Sloveniji in seveda ga praktično vsakdo pozna in je zato pač motiv, da zlorabijo tak portal, podobo takega portala toliko večji. Ampak niso zlorabili samo imena portala, zlorabili so v tem primeru tudi STA kot vir, se pravi, nas so kot vir navedli, vir te informacije, s čimer so dali še neko dodatno, poskušali dati še neko dodatno težo celotni informaciji, pa seveda potem tudi podobo Tine Maze, naše smučarke, ki je pač seveda tudi vsem Slovencem znana. Sama vsebina je bila tako, kot tudi iz naslova razvidno, zelo šokantna, pač na Pop TV-ju so intervjuvali Tino Maze, to je bila, če povzamem zgodbo, vmes je povedala za super naložbeno priložnost in vladi to ni bilo všeč in je poslala policijo in jo je zaprla. Ampak celotna vsebina članka je pa, da prepriča, kako super je ta naložbena platforma. Tako da tukaj res najbolj osnoven in običajno zadosten prijem pri takih primerih je, da se pogleda URL naslov te spletne strani, lažne, pač če bi ta stran ne bila lažna, bi bil URL 24ur.com, tukaj je pa pač nek zelo abstraktna domena Discovery, WeStop neki, ki je običajno dostopna samo prek linkov na družbenih omrežjih, to se skoraj da vedno širi preko družbenih omrežij. Tako da in tudi potem, ko v takih primerih mediji, ko smo res pogosto take tarče takih lažnih spletnih strani, to javimo pristojnim organom, ti pa potem naprej, čez kakšen dan, dva, teden, take spletne strani lažne zginejo, saj ne na teh linkih niso več dosegljive. Je pa tako, da se potem čez 2-3 mesece, pol leta praktično ista ali pa neka iteracija tega ponovi. Tako da to je tak boj, kako rekel, konstanten boj. Je pa tako, da je v bistvu, čeprav je po svoje v današnjem času, bi človek pričakoval, da takim prijemom ljudje ne bomo več, kako rekel, podlegli, je pač še vedno žal temu tako, tako da tudi policija večkrat to objavi, pa tudi mi smo že kdaj na STA dobili klic kakšne osebe, ki je dejansko bila žrtev prevare tovrstne lažne spletne strani, je vložila neka sredstva nekam in jih seveda nikoli več videla. Tako da to je tak zelo pogost primer, zelo konkretnimi posledicami in pač umetna inteligenca, to je obstajalo seveda tudi že prej, ampak umetna inteligenca produkcija tovrstnih spletnih strani izjemno olajša, tudi jezik ni več, se pravi slovenski jezik, ki je uporabljen v teh tekstih, ni več tako, kot bi rekel, neroden, je že zelo blizu temu, kar nam je običajno, tako da je res treba biti, vedno težje je to tako iz prvega pogleda biti prepričan, da gre za lažno spletno stran, tako da je to kar nekako, bom rekel, del medijske pismenosti, na kateri tudi mediji delamo. Tako da to
Kar se tiče še orodij, če morda omenim, ki so še na voljo, poleg teh, ki sem jih že, se pravi Google Lens in podobna, teh orodij je res več, ki omogočajo slikovno iskanje, to je ena najbolj uporabnih, najbolj enostavno uporabnih orodij, ko naletite na kakšne primere, ki bi jih radi preverili. Potem imate pa, če ima kdo željo, se lahko poglabljate v neke specifične detajle, recimo zelo uporabne so sence, imate tudi na spletni strani, na spletu posebno spletno stran, ki je prosto dostopna in se pač specializira za sence po svetu, se pravi točno določena lokacija, na točno določen čas v letu oziroma minuto, uro v letu se lahko pogleda, kako na kakšen kot, s kakšnim kotom sence padajo v tistem trenutku na dani lokaciji in se lahko potem to primerja s sencami na fotografiji, ki bi jo radi preverili in tam lahko hitro preverite dejansko ta čas, ki ga fotografiji pripisuje neka objava, ustreza dejanskemu stanju na tisti dan, na tisti lokaciji. Potem imate podobno glede vremena, so tudi pač, se pravi, lahko za dano lokacijo preverite, kakšno vreme je bilo v izbranem času, tako da teh orodij je res kar veliko. Zelo uporabno je tudi ulični pogled od Googla in podobnih orodij, se pravi, da se lahko pač tudi z uličnim pogledom sprehodite po tisti lokaciji, ki jo želite preveriti, tako da tega je kar nekaj na voljo. Morda za konec še o deepfake videih, tukaj zdaj sicer trenutno jih ne morem, oziroma lahko poskušam, a internet dela tu? Probamo, dobro. Rad bi vam pokazal tudi to, kaj se pojavlja, samo da vidim. Drugače eno zelo, to, kar ste že prej slišali, recimo, da naletite na informacijo, pri kateri ste v dvomih in bi radi preverili, ali drži. Dva zelo enostavna prijema imate na voljo in sicer, samo da najdem tole envelop. Takole. Samo da najdemo. Kakšen preveč primerov. Še enkrat. A nimamo več časa? Ne? Zelo kratek je. Gre pa za primer, evo recimo, bom dal tule. Ne bo ta, ne bom ga najdel zdaj na hitro. Skratka, gre za primer deepfake-a premiera, se pravi predsednik vlade, ki so ga zelo dobro, se pravi vizualno deepfake-ali, sfalili so pa pri načinu izgovorjave. Govoril je čisto, se pravi, kar se tiče uporabljenega besede je bilo čisto v redu, ampak izgovorjava je bila pa slovaškega, slovaški priglas je imel vseh skupaj. Potem, ko si iskal, kam so te želeli pripeljati, si videl, da so te želeli pripeljati spet na neke finančne prevare, ampak so ciljali na slovaško ciljno publiko, pač sfalili so državo, kjer so nas želeli tudi to, ampak smo imeli pa tudi primere, ko pa seveda, če ne poznaš glasu osebe, ki so jo potvorili, dejansko ne moreš več prepoznati samo s svojim lastnim ušesom, tako da moraš biti že zelo na druge detajle. Tako da ti deepfake so zelo, kom rekel, še 2 leti nazaj, ko so bili zelo nerodni, so danes že zelo, zelo napredni. Tako da, če imate kakšne vprašanja, sem šel česte. Dobro. Evo, zdaj pa vabim kar oba predavatelja na oder. Prvo vprašanje publike je, kaj menite o tem, da nekateri politiki brez zadržkov širijo dezinformacije? Kako se s tem spopasti? Ja, vsekakor so to prakse, ki
preverjevalcem in novinarjem dajo še veliko dela. Mislim, bomo zaposleni polno, se ni za bati, bomo izgubili službe in ja, mislim, da je to tudi določena, kaj ne rečem, žalostna podoba tudi naše družbe v končni fazi, a ne, da tudi z najvišjih odločevalskih položajev ne vemo, ali je to, kar nam govorijo, res. Tako kot sem pa rekla, je pa to res, da je to stvar bila od nekdaj, a ne, to je pač del politične propagande, ampak vseeno so zdaj z to tehnologijo dejansko amplitude tega bistveno večje. Čas imamo še za eno vprašanje. Kakšne sistemske spremembe bi lahko uvedla družbena omrežja za zmanjševanje dezinformacij? Nekatere zadeve že uvajajo. Ena od takih je, da zdaj uporabniki, eden prvih, ki je to začel uporabljati, je bil X, se pravi, da zraven vsake objave imaš enostavno dostopnem z enim klikom dostop do njihovega orodja Grok, ki ima seveda veliko zlorab, tudi ampak hkrati ta isto orodje lahko uporabi tudi vsak v smislu, da vpraša, kaj je morda narobe s to objavo. Tako da to je en tak zelo enostaven prijem, s katerim bi lahko platforme same omogočile uporabnikom, da se sami nekako, bom rekel, osvestijo in sami nekaj preverijo. Drugo je pa pač konstantno vlaganje v osveščevanje oziroma izobraževanje. Hvala za predavanje in odgovore na vprašanje. Zdaj pa vabim na oder še našo današnjo zadnjo predavateljico, to je pa magistra Suzana Perman, ki je za nas pripravila predavanje z naslovom Možgani v dobi neskončnih novic in